Pozdravljeni v novem globokem potopu. Danes se lotevava enega zanimivega koncepta. Sliši se skoraj kot prihodnost izobraževanja. Simulacijska igra Thrive to Live, opisana kot poligon za življenje. Viri za tale potop so konceptualni opis te ideje, pa neke splošne raziskave o izobraževalnih simulacijah. Morava pa poudariti, to ni ista igra kot tisti Thrive, ki že obstaja, tista evolucijska ali strateška. Ne, to je čisto nekaj drugega. Tukaj govorimo o simulatorju osebne rasti, ja? In najna misija danes? Ali lahko taka simulacija res deluje? Mislim, kot neka bližnica do življenjske modrosti. Tiste, ki jo ponavadi dobimo šele, ko naredimo kup napak v resnici. Je lahko to več kot le igra? Ja, in to je bistvo, ta prehod. Ključna ideja je premik od, recimo, zgolj preživetja, veš, ko komaj izlezeš čez mesec, aktivnemu uspevanju, se pravi, zavestna rast, iskanje smisla, doseganje nekega potencijala. Ni cilj samo preživeti, ampak kako živeti polno? To je proaktivno, ne samo reaktivno. Aha, se pravi, ne gre samo za plačevanje položnic pa izogibanje katastrofam, ampak res za gradnjo nečesa več. Kako naj bi to delovalo v sami igri? No, koncept predvideva, da igralci sprejemajo odločitve na 5 ključnih področjih. Finance, zdravje, odnosi pa izobraževanje in kariera. Standardna področja, ja. Tako. Ampak ključno je, da igra poudarja dolgoročne posledice. Ne gre za neke hitre zmage, ampak da razumeš, kako današnja odločitev vpliva na prihodnost. Čez leta, mogoče desetletja v igri. To pa zveni kot idealen, varen peskovnik za učenje. Brez pravih bankrotov ali, zlomljenih src, če gre kaj narobe? Res je, to je namen. Da lahko eksperimentiraš brez strahu. In s tem spodbuja 2 ključni veščini. Prva je sistemsko razmišljanje. Sistemsko razmišljanje. Kako to misliš? Da razumeš, kako so vsa ta področja, finance, zdravje, odnosi, kako so prepletena. Odločitev na enem področju, recimo pri financah, vpliva na zdravje, to pa na kariero. Aha, okej. Imaš kakšen konkreten primer iz igre? Kako bi to izgledalo? Seveda. Recimo, igralec se odloči ful varčevati. In zdaj vsak dan je neko poceni, nezdravo hrano. Kratkoročno, super, prihrani denar. Ja. Dolgoročno pa, slabše počutje, manj energije, to je zdravje. Potem to vpliva na produktivnost v službi. Kariera, morda celo na potrpežljivost v odnosih. Igra bi ti to nekako pokazala. Razumem. Druga veščina pa je predvidevanje, načrtovanje, razmišljanje o prihodnjih učinkih. In ravno tu vidim tisto povezavo z izobraževanjem. Formalni sistem nas pogosto nauči teorijo, ampak te praktične, prepletene veščine, finančna pismenost, reševanje problemov, čustvena inteligenca, odpornost, tega je manj. Točno to vrzel naj bi ta koncept zapolnil. Ponuja izkustveno učenje. Namesto predavanj imaš možnost preizkusiti strategije. Motivacija pa naj bi izvirala iz samega procesa, iz odkrivanja, rasti znotraj igre. Ne samo točke ali nagrade, gre za spodbujanje notranje želje po napredku. Zveni res obetavno, ampak a ni nevarnosti, da bi taka igra preveč poenostavila življenje? Resnično življenje je kompleksno, nepredvidljivo. Kaj pa naključni dogodki, čustva? To je čisto upravičen pomislek. Nobena simulacija ne more zajeti vsega kaosa, vseh odtenkov resničnosti, še posebej ne čustev, odnosov. Ampak cilj mogoče ni popolna replikacija, bolj pomoč pri razumevanju vzorcev, povezav, dolgoročnih posledic naših izbir. Tudi če je poenostavljeno, lahko pomaga razviti nek bolj premišljen pristop. Ok, to ima smisel. Torej, povzamem. Koncept Thrive to Live je premik od igre kot zabave k igri kot orodju za osebno rast. Fokus je na prehodu od preživetja k uspevanju, na učenju skozi posledice varnem okolju in na razvijanju sistemskega pogleda. Lepo povzeto. Morda je največja vrednost res v tem, da nas spodbudi k razmišljanju o življenju kot v sistemu, kjer so dejanja povezana. In mogoče za konec ena misel za poslušalce. Ja.
Če bi obstajala taka varna simulacija življenjskih odločitev, katero izmed tistih 5 področji, finance, zdravje, odnosi, kariera, izobraževanje, bi nekdo najprej želel preigrati? In zakaj bi bil ravno ta vpogled pomemben za dejansko uspevanje v resničnem svetu?